Spoštovani vsi, ki ste se danes že na različne načine in na različnih krajih spomnili žrtev totalitarnih režimov 20. stoletja. Dragi duhovniki in diakoni, sestre in duhovnice, spoštovani visoki gostje, predstavniki političnega, diplomatskega in družbenega življenja, spoštovani predstavniki vojaškega vikariata, dragi bratje in sestre. Tukaj v ljubljanski stolnici, kjer vas res iskreno pozdravljam, sem se zbrali zato, ker nam ni vseeno, ker nam je malo. Nasprotno, nasilna dejanja preteklega stoletja so spet zavila v tako gosto in debelo koprino gorja, solza, krivic, smrti in še vedno iščemo poti do resnične svobode in do resnične svobode, do resnične svetlobe, do resnične luči. Zdi se mi, da bomo pot do luči, do tiste luči, ki razsvetli človekovo srce in spoznanje, do tiste luči, v kateri resnico spoznamo in jo sprejmemo, da tako resnica postane del nas, milo del ljudi. In to ne glede na to, ali je to resnica o preteklosti ali resnica našega časa. Sicer pa teh dveh resničnosti ne moramo ločevati med seboj, ker preteklost prerašča sedanjost in sedanjost svojimi koreninami sega v preteklost. Današnji dan spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov je namenoma postavljen za dan, kako vsi dobro vemo, kajti na ta dan sta se v Moskvi nacistična Nemčija in komunistična Sovjetska zveza dogovorili o medsebojnem nenapadanju. In ta medsebojni dogovor je vseboval tudi klauzulo, v kateri sta se Hitler in Stalin razdelila interesna področja. Sporazum je pod krinko vplivnih con predvideval medsebojno podporo obeh držav pri okupaciji ozemelj tujih držav. Drugo svetovno vojno sta skupaj začela nacizem in komunizem. Čeprav smo toliko časa poslušali resnice, da nam skoraj ne gre reči, ampak dogovor je bil strašen. Kako ne bi človeku prišlo na misel čutno zbližanje med Herodom in Pilatovem procesu, v katerem je bil Jezus obsojen na smrt. Tisti dan sta se Herod in Pilat spoprijateljila. Prej sta se namreč sovražila, piše evangelist Luka v svojem evangelskem poročilu. Drug drugega varajo, nobeden ne govori resnice, svoj jezik so navadili na laž, ne naveličajo se delati krivice, pravi Jeremija. Zlo je sposobno sklepati zavezništvo z zlom. Čeprav more in ta more je neizmerno nujno, sklepanje takšnih zavezništv vedno predstaviti ne kot zavezništvo z zlom, ampak kot korak v dobrem, k lepši in mirnejši prihodnosti. Tudi Hitler in Stalin sta se v tem paktu predstavljala kot prijatelja, ki gradita varnejše odnose med državami in narodi. A videz lahko človeka prevaja. V ozadju oziroma v skriti vsebini tega dogovora je bila vojna. Ta bo podjavila nekaj narode in države, za katere sta se dogovorila. Vojna je vrgla požar po vsem svetu. Glede na to,
predstavnikov danes ni tukaj, tudi drugje, ko smo slišali, jih ni bilo, bi človek dejal, da totalitarizmi v vseh naših so deležni enake obsodbe. Kot da je en totalitarizem boljši od drugega, ali je vsaj manj strašen, kako je drugo. Pa je eno človeško življenje manj pomembno od drugega in je ubiti enega človeka manjši greh, kako ubiti drugega, hitro smo na spolskem terenu. Danes namreč potrebujemo ta dan zaradi pietetnega spominjanja in prebujanja zavesti, kajti zelo potrebno je ostajati pozoren in buden v dogodkih v svetu in pri nas. Vemo namreč, da zlo ni bilo premalo, ne s kapitulacijo Italije, ne z Nürnberškimi procesi, ne s padcem Berlinskega zidu in ne z osamosvojitvijo naše države. Zlo se ne bo končalo, tudi ne s prevzemanjem ustanov, ne da bi o tem povedalo svoje voljo ljudstvo na volitvah, ne s sprejemanjem zakonodaje proti tako imenovanemu sovražnemu govoru in že toliko drugih stvari bi lahko našteli, v katerih moramo ostati pozorni in čuječi. V razmišljanju ostalimo najbolj naših domačih razmerah in samo drobcu resnice, ki razodeva strahota komunizma. Kataklizma, pokop sveta, neke družbe in kulture in prav to se je zgodilo slovenskim svetom v tistih usodnih letih. Ni nekaj osupljivega, nepojemljivega, nekaj, kar se zaradi svoje velikosti in radikalnosti nasilja zdi tudi absolutno in dokončno. Zato pa je tem bolj osupljiva neponičljivost resnice, ki se nekako nelogično in nerazložljivo vendarle ohranja in na svoj tih, včasih komaj zaznavni način preživi. Tako je zapisal mlade Senegašek v slovenskem času, ko je razmišljal o obojenem pismu Ivanu Primožu. Zakaj? Ker dejstva o trdoživosti prenašajo vse kombinacije moči. Na moč se ni mogoče zanesti. Nastane, ko se ljudje povežejo in organizirajo za voljo določenega cilja in izgine, ko je cilj dosežen ali pa izgube. Zaradi nezanesljivosti, ki jo nosi v sebi, moč ne more ponuditi resnice in resničnosti, a niti trdne zaslone neresnice in trenutno dobrodošlje fikcija, pravi Hannah Arendt. Ali kot pravi modri Sirak, ptice se družijo vsem enaki. Resnica pa prihaja k tistem, ki jo uresničujejo. Dovolite mi, da se sedaj okrima nekoliko drugačnih mislimo na velikokrat ob spominskih dnevih razmišljamo o zlu in o nazdravni dejavnosti totalitarizmu, ki imajo v svojih koreninah različna izhodišča. Konec pa isti. Izem. Tisto neuničljivo, tista resnica, ki jo moč hoče potrebdati, utišati in omiliti, čemu služijo taborišča, krematoriji ali pa prikrita grobišča dražnih brezmenjakov, pa prihaja na dobi svoj življenjski prostor pod soncem in potrjuje Jezusovo besedo, da resnica osvobaja. Zato želim danes narediti dve pričevanji žrtev dveh totalitarizmov.
verjetno ste oboje že pravi ali slišali. Pa nas lahko ponovno pretrese, da bomo bolj čuječi, bolj turni, da nas retorika leporečja ne uspada. Ivan Kalomak, nečakinja velikega slovenskega jezikoslovca Stanislava Škrabca je umrla, ker partizani niso ujeli njenega moža. Bila je v 6. mesecu nosečnosti in je morilce prosila, da jo pustijo živeti, dokler ne bo rodila otroka. Ne zase, z otrokovo življenje je prosila. In kljub temu je morala 4. junija 42 umreti za Mostnico. Noči pred smrtjo je svojemu otroku napisala pismo, ki so ga našli v njeni obleki, skupaj z njo zakopano v grobu, ki ga je sama izkopala zase in za svoje dete. Nekaj odlomkov, ker je usupljivo, kakšna ljubezen je mogoča sredi brbotanja zla. Še nekaj ur mojega življenja in bo konec. O moj otrok, moj nežni angel, kako bi si želela videti tvoje nasmejano lice, ki me tako razveselilo. O moj otrok, moj nežni beli cvet, nikoli ne bom mogla videti tvojih očic, nikoli mi ne boš mogla vrniti nežnih objevov, nikoli te ne bom mogla stisniti k svojemu srcu, čeprav si tako blizu njega. Nikoli, moj otrok, nikoli ti ne bom mogla piti v spavake. Zavedno bo tvoja postelja, čeprav hladna in trda. Ti samo mirno spi, ne more slediti predečaka. Z mano boš umiral, tako kot bom umirala jaz, s teboj v mislih. Takrat bo konec najnega stratanja, najnih muk. Skupaj bo odšla proti Bogu. Ko sem te prvič začutila v svojem trenutku, ko sem začutila tvoj nemir, sem začela sanjati, ko te bo prvič peljala k Bogu, Božje bližino, ko te bo obila krstna voda. Nažalost te bo obila moja kri. Krščen bo z materino krvjo polno ljubezni. Nažalost, moje telo bo kmalu postalo celo in ti moj otrok, jaz lahko stojim. Iz mojega srca te bo vzela roka polna ljubezni, ki ti bo položila v svoje božansko srce. Takrat te bo moj otrok prvič videla. Takrat bom zavedala tvoje lice. Takrat boš prvič videl svojo mater in prvič boš rekel: o, mama. Drug primer junaškega obrilanja totalitarnemu nacizmu pa je zgled avstrijskega kmeta. Nevršnega, odličnega, takšno ali drugačno pomeni, ampak kmeta, Franca Jägerstättera. Uprl se je služenju po nacistične vojske in zato je bil obsojen na smrt. Obdavljen je bil 9. avgusta 1943. V trenutkih pred izvršitvijo obsodbe je ženja zapisal. Jo je ženo in 3 deklice. Bog te blagoslovi, moja najdražja žena in vsi moji najdražji. Zjutraj okoli 5:30 smo se morali takoj obleči. Še je popoldne sem bil obveščen, da je bila kazen potrjena. Želim ti napisati nekaj besed v slovo. Najdražja žena in mati, še enkrat si ti zahvaljujem za vse, kar si naredila zame v moje življenje, za vso ljubezen in žrtve, ki si jih doprinesla zame. In še enkrat te prosim, odpusti mi vse, s čimer sem težavil in prizadel, kako tudi sam vse odpuščam.
Najdražja žena in mati, nisem te mogel osvoboditi te bolečine, ki jo zdaj trpiš zaradi mene. Lepo mi pozdravi moje prve otroke. In zdaj, dragi moji, nasvidenje in ne pozabite ga v svojih molitvah. Drži se zapomniti. In po Božji milosti se k vam spet vidimo v nebesih. Nekaj ur pred poglavljanjem piše ženi. In pravi, da je bolj svobodno umreti, kakor služiti zlo. Bratje in sestre, ti pričevanji so želel predstaviti, ki nam dokazujeta, da totalitarizmi lahko podjarmijo države in narode. Ne morejo pa podjarmiti enega samega človekovega srca, ki ostaja zvesto Bogu. In v tej zvestobi Bogu verje, upa in ljubi. Prosimo Gospoda, da bi vedno dovolj močno verovali, upali in ljubili, da bi mogli in hoteli reči ne vsemu, kar ni upanje in kar ni ljubezen.